meni je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Cvetko Zupančič, in najprej dober dan ter srečno in zdravo v novem letu 2018 vam želim. Ja, hvala lepa in tudi vsem gledalcem lep dober dan in pa seveda srečno in zdravo, predvsem pa zdravo, pa na koncu koncev tudi uspešno, ne? Saj na koncu koncev rabimo uspeh, da tudi lahko delamo in se razvijemo naprej, ne? Tako. Ko obrnemo koledarje, ponavadi pregledamo pomembnejše dogodke v lanskem letu in seveda pričakujemo, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Torej, pomembnejši dogodki v lanskem letu za Kmetijsko-gozdarsko zbornico? Je tako za Kmetijsko-gozdarsko zbornico, kakor tudi za slovensko kmetijstvo je v letu 2017 bilo več poudarkov. Najprej moram omeniti naravne nesreče, ki izvirajo kot posledica podnebnih sprememb. In prvo se je začelo že v aprilu, ta stoletna pozeba, katera je nekako nadaljevanje še pozebe iz leta 2016. Tako da vinogradniki, sadjarji so 2 let zaporedoma bili prizadeti in seveda tudi izgubili prihodek. Seveda, ko po naravni nesreči pozebe je se nadaljevalo z lokalnimi neurji, točami in pa seveda v jesen ta vetrolom, ki je naredil ogromno škodo v gozdovih, po drugi strani pa seveda skozi celo leto pa tudi veliko škode na področju gozdarstva, seveda zaradi posledic napada podlubnikov, ki pa so tudi rezultat podnebnih sprememb in pa seveda žledolomov v letu 2015. Seveda mi smo kot zbornica pristopili tako aktivno in smo dejansko pomagali kmetom na način, da smo zbirali podatke ob tej pozebi, da smo sprožili postopek na upravi za zaščito in reševanje in pa seveda, kar je pa bolj pomembno, je pa to, da smo z interventnim zakonom uspeli tudi to doseči, da se kot posledica tega zavarovalna stopnja subvencioniranja zavarovanja v kmetijstvu za leto 2017 in naprej pa stopnja poveča nazaj na 50%, tako kot smo že imeli. Kajti ta zavarovanje je tista najhitrejša pomoč, če ima kmet svoje kmetijsko pridelavo zavarovano, je tudi plačilo dokaj hitro in najbolj učinkovito. Na drugi strani pa tudi druge tehnološke ukrepe, ki grejo v smislu investiranja v namakanje in pa v protitočne mreže, tako da se bolj zmanjša škoda, ki nastane. Drugi del, lahko rečem, ki je na drugem delu, ki je zbornica dela, pa je ta zakonodajni del. Na zakonodajnem delu omenil sem že 2 zakona interventna, potem pa za nas zelo pomemben zakon pa je bil zakon o kmetijstvu, kjer pa smo dolgoročno rešili delovanje kmetijske svetovalne službe, ki je po novem dejansko edina javna služba na področju kmetijstva, ki je v sklopu Kmetijsko-gozdarske zbornice in mi smo verjetno edina javna služba, ki smo rabili 10 let, da smo dokazali pač, da ta služba se potrebuje in da ta služba najbolje deluje v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice. V jesenskem delu je bil še en zakon, moramo omeniti, to je zakon o množičnem vrednotenju, kjer pa na zbornici nismo bili tako uspešni. Uspešni pa nismo bili zaradi tega, ker je bil ta zakon podobno kot tisti, ko je bil sprejet za poslovna cona Hoče Slivnica, bil zelo, če temu tako rečem, zlobiran v krogih ministrstva z lokalnimi skupnosti, gospodarsko in obrtno zbornico in seveda smo bili kmetijci edini, ki smo se temu zakonu
ko v tem zakonu nismo videli dobrih rešitev. Seveda nasprotovali smo pa predvsem v dveh delih, v delu načinu vrednotenja, kajti mi smo prepričani, da vrednotenje kmetijskih zemljišč mora temeljiti na potencialu, ki ga zemlja daje, ne pa na tržni vrednosti prodajnih cen zadnjih 3 let. Drugi zahtevek, ki smo imeli, je bila pa ta, da bi stavbna zemljišča naj se vrednotilo po dejanski rabi, ne po namenski rabi. Se pravi, če je neko kmetijsko zemljišče v prostorskih načrtih opredeljeno kot stavbno zemljišče, je kmetijsko zemljišče toliko časa, dokler se na tisto zemljišče ne pridobi gradbeno dovoljenje. Ko dobi gradbeno dovoljenje, takrat bi moralo postati stavbno zemljišče. Tukaj pa je drugače, čim je z akti opredeljeno, je to že stavbno zemljišče in ta zemljišča bodo prevrednotena in bremena te vrednosti pač bodo lastniki največkrat morali nositi. To stališče ste zagovarjali tudi kot državni svetnik v državnem svetu, vendar tudi tam ni bilo podpore. Ja, moram reči, da v prvi obravnavi sploh ni bilo nikakršne podpore tudi v državnem svetu. Sem bil dejansko sam, ko sem to izpostavil. Skozi postopek pa moram reči, da sem prepričal veliko svetnikov, tako da zadnje glasovanje o vetu, ko je bilo celo glasovanje, mislim, da je bilo za veto 16, proti vetu pa 18. Mislim, da je bilo tako nekako glasovanje in tudi drugi so potrdili, vkolikor bi bil zakon še nekaj časa odprt, da bi uspeli prepričati večino, da bi seznanjeni s problematiko. Tako, in bi bil na koncu lahko tudi uspeh, da bi zakon ne bil izglasovan. Pomemben dogodek Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je tudi vsakoletno srečanje v okviru javne službe kmetijskega svetovanja v Laškem. Ja, to je vsakoletni dogodek, prireditev ali pa srečanje kmetijskih svetovalcev. To je pač že tradicionalno in takrat se dobi vsa stroka, se pravi vsi kmetijski svetovalci, specialisti, vsi, ki delajo v okviru znotraj zbornice in pa seveda tudi kmetje. In to sta lepa 2 dneva, kjer se najprej pove, kakšno je stanje, kaj smo preteklo leto delali in pa seveda drugi dan posveta pa je običajno predavanje in pa izmenjava izkušenj nekih novih praks, ki prihajajo, naj si bo na področju kmetijskega svetovanja sosednjih držav ali pa po posamezni panogi nove tehnologije, novi prijemi, ki so običajno zanimivi. Prvi dan pa, kot sem rekel, je pa bolj ta del, da se naredi analiza, pa tudi pride iz Kmetijskega inštituta, kjer predstavijo pač stanje v kmetijstvu v preteklem letu. Kakšne pomembne dejavnosti vas čakajo v letošnjem letu? Ja, leto 2018 bo zaznamovano nekako z kmetijsko politiko, ki bo imela vpliv na daljši rok. To ne bo samo veljalo za leto 2018, veljalo bo za 2019, 2020 pa tudi naprej. O čem govorim? Govorim o 3 poljih, na katerih se bo največ gradilo. Najprej, kot sem že prej omenil, podnebne spremembe. To ne gre samo za neko naravno nesrečo, gre za politiko, katera bo morala tako Evropska unija kot tudi Slovenija izvajati na nek način najprej, da se prepreči, da je, če že pride do naravne nesreče, da je škode čim manj, na drugi strani pa zagotoviti pač sredstva, da se ta škoda tudi povrne. Kajti sami kmetje tega ne bodo zmogli, pa na koncu, če vzamemo gozdarstvo, gre tudi za 50-letno in 100-letno škodo, ki bo trajala, premor se sanira in spostavi spet normalni gozd nazaj. Se pravi, če govorimo po kmetijstvu, je pa enako, se pravi, čim manj škode, to pomeni več namakalne sisteme, mreže, ki preprečujejo škodo, tehnološka navodila. Vse to bo politika, ki je bo morala Evropska unija, predvsem pa naša država, na nivoju vlade, ne ministrstva za kmetijstvo, to je premalo, na nivoju vlade sprejeti in pa tudi finančno podprti. Drugi del je pa skupna kmetijska politika.
to so pa 20 in naprej, je pa spet nekako že več ali manj jasno, da bo politika spremenjena in tisto, kar ne bo moč zagotoviti v Evropi, bo morala zagotoviti naša država, če bomo hoteli, da bo kmetijstvo obstajalo in se razvijalo. Tretja je pa trg, tržni del. Seveda jaz vedno pravim, kmet je tisti, ki nekaj proizvaja, ki ima neki izdelek, ki ima neki produkt. In tisti produkt mora prodati čim boljše. Če rečemo gospodarstvo, ki je ta trenutek v veliki gospodarski rasti, kar kmetijstvo ni, išče zunanji trg in išče boljši položaj na tujem trgu. Kmet pa v tuji konkurenci slovenski nima veliko možnost povečati svoj prihodek. Ga ima pa možnost za domačim trgom. Se pravi, tisto, kar prodaš na dvorišču, kar prodaš na tržnici, v nekem zavodu javnem, se pravi, čim lokalne bližji, lahko dosežeš po kvalitetu in po promociji boljši. In ta delež bi moral biti tudi za voljo zdravja, če dalje večji. Seveda. To bo prav gotovo tudi čedalje bolj zanimivo in tukaj bo ta moment v teh prihodnjih letih, da bomo mogli narediti še več na promociji, več na temu, da se odpravi administrativne ovire, več poenostavitev in pa seveda več osveščanja javnosti, da bo seveda ta zadeva tudi bolj učinkovita. Te 3 segmenti bodo ključni tudi za prihodnost kmetijstva v Sloveniji in pa tudi verjetno v Evropi. Kako pa ocenjujete sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo? Glejte, z Ministrstvom za kmetijstvo je takole, sodelovanje teče zgledno, se pravi teče, sodelujemo, vendar v kmetijstvu je tako, kakor kmet ni zadovoljen z določenimi zadevami, tako tudi mi ne moramo biti zadovoljni z določenimi zadevami. Se pravi, so stvari, ki se jih lepo dogovorimo, ki imajo dober učink in so stvari, ki jih pač ne grejo tako, kot bi mi želeli. In zato je skozi neki rival, kar je tudi zdravo. Se pravi, ni odnos, da bi rekel, da smo preveč kompaktni, ker pride pa pač do zadev, kjer je pa več teh različnih pogledov in tudi našega nezadovoljstva, kakor ne uspemo tam, kjer mi želimo. Moram pomeniti tukaj, da ni samo kmetijsko ministrstvo povezano z kmetijstvom, mi imamo ogromno, predvsem davčna zakonodaja, pa vse to, kar sem prej govoril, je predvsem stvar finančnega ministrstva. Pa ministrstvo za okolje in prostor, ogromno problemov, vodovarstveno območje, divjad, zveri in tako naprej. In tam, na teh ministrstvah, žal, je še manj možnosti sodelovanja, manj posluha, kot pa ga je na kmetijskem ministrstvu. Mogoče bi kmetijsko ministrstvo nekaj več lahko naredilo v tem delu, ko bi pa minister kot podpredsednik vlade pritisnil na drugi resor, da nam prisluhne. Mogoče v tem delu nekaj manjka. Koliko članov ima zdajle Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije? Kmetijsko-gozdarska zbornica ima 91.000 članov. Zdaj po spremembi 1.1.2017 je začel veljati zakon o katastrskem dohodku, ki bo se pravi 1.1.2017, ki pa bo v prihodnje spremenil število članov, tako da se bo število članov glede na spremembo katastrskega dohodka povečalo tam mislim, da leto 2019 na 105-106 tisoč članov, kar pa ne pomeni, da je to največ. Največja zbornica je imela 175 tisoč članov, vrsto let zdaj je bilo 110 tisoč, zdaj zadnje 3 leta pa je bilo to 91 tisoč članov. Zdaj mi kot zbornica pač delamo kot člani po zakonu so enakopravni in delamo z vsemi, tako da imamo stike
in pa sploh naša mreža kmetijskega svetovanja in pa voljene strukture pa zastopajo vse člane zbornice. Hvala lepa za ta pogovor in seveda še naprej uspešno delo tudi v letu 2018 in v letih, ki sledijo. Gospod predsednik. Ja, hvala lepa. Prav gotovo je naša naloga in tudi sam sem še posebej zainteresiran za to, da seveda nekaj dodatnega in boljšega pripeljamo v slovensko kmetijstvo in ta trud seveda vsi, s tem trudom se vsi zalagamo, da je to seveda čim boljše. Vsak seveda sam pa na svoji koži občuti pač teža kmetijstva. Seveda bomo pa delo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije spremljali tudi v okviru STV Skledar. Ja, hvala lepa, prav gotovo, tako Kmetijsko-gozdarske zbornice, kakor tudi Državnega sveta. Tako. Hvala.